dolga pot. Ura počasi mi melje, raji so tuji posod. Prsik nestrpno mi bije, kmalu bom spet doma. Sonce toplo se bolj sije, prek znanih mi gora. Pozdravljen moj domači kraj, cvetuči moji travniki. Stoji, ne vračam se nazaj, in v srcu radost mi kiti. Pozdravljen moj domači kraj, vse bliže rodne sem vasi. Nikoli srečen kot sedaj, objel domače bom ljudi. Tam sredi polja, že sem pri dedovi koči, lašen je moj korak. Laše ovinek me loči, tam je domači vrat. Pozdravljen moj domači kraj, cvetuči moji travniki. Stojim, ne vračam se nazaj, in v srcu radost mi kiti. Pozdravljen moj domači kraj, vse bliže rodne sem vasi. Nikoli srečen kot sedaj, objel domače bom ljudi. Pozdravljen moj domači kraj, vse bliže rodne sem vasi. Nikoli srečen kot sedaj, objel domače bom ljudi. Takole, dobro jutro Slovenija, ja, in lepo zdrav, drage dame, dragi gospodje, ste začeli že tole jutro z nedeljsko kavico. Jaz sem že prav prijetno diši tukale. Mirko, je bila dobra? Krasna, ne? Ja, takole, mi smo začeli tole oddajo z jutranjo nedeljsko kavico. Jaz upam, da ste si jo privoščili tudi vi, draga moja družba, se prijetno namestili in bomo takole fajna, ne? In da se bomo bilo super vse tja do 12. ure. Ja, jaz imam še od prejšnje nedelje, ne, kar nekaj balončkov, sem nekaj, zakaj bi jih metali stran, dajmo jih še danes malce ponucati. Pustna nedelja je bila prejšnja, z nami seveda ansambl Roberta Zupana. No, tudi zdaj bom imela prijetno opravilo in pozdravila nekoga, zaželela nekomu vesel, srečen, zadovoljen rojstni dan, a seveda to v nadaljevanju. Najprej pa, ja, pobelil nas je sneg, ta sneg, ki seveda še ni rekel zadnje besede. No, tukaj na celjskem koncu so snežinke pobelile vrhove oziroma gore, te večje naše, vaše hribčke. No, tam iz tistega konca, od katerega pa sem zdajle prišla, pa je kar fajn belo, ne? Kar fajn je zasnežilo tale naš slovenjegraški konec. Jaz sicer že komi čakam, da snega ne bo več. Jaz že kar komi čakam, da bom malo delala takole vzunaj, da bom spremljala vse te čudovite pomladanske rožice, ampak očitno se zima še ne da, ja, in nas je zopet malce presenetila. No, na koncu koncev je pa še zima in prav je in lepo je, ne, da imamo vse te letne čase. Nekateri imajo samo poletje in 30–35 stopinj, nekateri večno ledeno mrzlo zimo. Mi pa smo lahko zelo veseli, da lahko takole okusimo, ne, in
začutimo vse tele lepote naših letnih časov. Zima ima neke svoje pluse pa minuse, pomlad je zame itak najlepša. Nekateri obožujete poletje, spet drugi jesen, skratka za vsakega se nekaj najde. No takole, ja, malce smo res pobelili tole Slovenijo, govorili o teh letnih časih, ampak to ne bo danes današnja tema. Kaj kmalu se mi bo tukaj pridružila moja gostja z velikim veseljem, ta prava sogovornica, imam kar malo tremo, in sicer radijska televizijska voditeljica Janja Vlaga, ki vas bo takole pobožala za novo skladbico, seveda v nadaljevanju. No, moram pa danes takole skrbno pozdraviti Turistično društvo Legend. Včeraj je bilo srečanje turističnega društva pri Klevžu, fajn smo se imeli, res zelo fajn delajo. Jaz bi kar bila zraven, ampak včasih nimam dovolj časa, da bi bila aktivna tako, kot bi si želela biti. So pa res Legenčani eni taki ta pravi ljudje, stopijo skupaj, si pomagajo, delajo seveda za vas, tako da zdaj pozdravljam Turistično društvo Legend, predsednico Metko Rader, če zdaj gleda. Ne smem pa pozabiti dve dami, in sicer Grobelnikovo Majdo in pa Klaudijo. Pozdravljam v tem trenutku, če gledate, vse dobro. Turistično društvo je takole predstavilo vse dogodke, ki jih bodo izpeljali v tem letu, super, fajn, pridni so, tako da dajmo jim Vaščani, Legenčani tukaj tudi pomagati. Takole, pozdravili smo vse, zdaj pa še en pozdrav, in sicer vse najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše, draga Sonja Zupanova, vse najboljše zate, draga Sonja Zupan. Prejšnjo nedeljo si bila tukaj v našem studiu, Zupani seveda, no, včeraj pa si praznovala svoj rojstni dan. Vse najboljše, draga moja, prelepa gospa, jaz vedno, ko jo takole srečam, potipam te njene krasne lase. Mene je ena taka čudovita ženska, lepotica, lepa, predvsem pa prijazna, z dušo, srcem. No, da o glasbi ne govorimo. Njej je glasba bila položena v zibelko in jo spremlja še danes. Tako da vse najboljše, draga Sonja. Zdaj lepa, tale pesem zate. Mamca, lepo so učili, vsak dan tako govorili, le ne pohvalja po spilnih poteh, da ne zapelje, katera to gre. Pa so prijatelji dejali, kaj bi se le greha bali, če se na 1000 boš hitro pospel, greha ne boš nič imel. Šel sem veselo v planine, ja, med Triglavske strmine. Po 1000 metrov pod mano je bilo, gledal sem, kje našel deklico in jo uzrem na vrh skale. Nisem še videl Gonzale, bil strepetalo jo prsi v srce, zljubil sem jo in gore. Moj blisko dneva jače zgoro, v planinah našel sem ljubico. Ne bom se vračal, sam z mnoj bo šla. Nazaj v dolino ljubica. Želje izpolnila, nežno mi je govorila, če me res ljubiš, kot ljubim te jaz, bo za ljubezen v dolini še čas. Mamca so se le modili, ker so ljubezen branili, če iz srca ti ljubezen kipi, bo res nič grešnega
blisko dneva tja čez goro. Ladjo, v planinah našel sem ljubico. Ladjo, ne bom se vračal, sam z menoj bo šla. Ladjo, nazaj v dolino ljubica. Ne bom se vračal, sam z menoj bo šla. Ladjo, nazaj v dolino ljubica. Ja, takole, Zupanova skladba se je zdaj zavrtela, krasna gore in ljudje, za seveda Sonjo, tale pesem je bila zate. No, zdaj pa vas, draga moja družba, povabim na en velik dogodek, 2 leti nazaj je odpadel zaradi korone, no zdaj so ta dogodek obudili, vsi tisti, ki ste karte takrat kupili, veljajo in sicer, da ne bom naredila napake, želim reči parada humorja, no se bo tudi fajn, smešno, veselo, zabavno, ampak parada domačih 2023. Takole, Koroški radio torej prireja parada domačih 2023 in sicer v športni dvorani Prevalje v nedeljo 5. marca ob 18. uri. Z vami bodo orkester glasbene šole Rošelj pa Abuhi, ansambel Hopla, ansambel Juhej, Koroški kvintet, ansambel Poskok, ansambel Rosa, srčni muzikanti, z vami bodo tudi ansambel Škorpioni, trio Rudija Breznika, ansambel Vihar, Zemeti in pa seveda naši Korošci, znani legende, 4 kovači. Vsi tisti, ki še nimate vstopnice, jih seveda lahko dobite tudi uro pred koncertom, pa seveda pobrskajte po Koroškem radiju, ki je še vse. Bomo pa morda vmes poklicali Janja Repnika, da vas bo takole osebno povabil na tale dogodek. In ja, kaj ne rečem, veselo, zabavno bo, ne pozabiti, torej 5. marca ob 18. uri v Prevalje, torej v športno dvorano. No, s takimi in drugačnimi dogodki, takimi koncerti je pa povezana tudi moja današnja gostja, Janja. Janja, prav prisrčen nedeljski pozdrav ti želim. Ja, in lep pozdrav Polonca in lep pozdrav tudi Janju Repniku in vsem ustvarjalcem Koroškega radija. Vse najboljše in čestitke za tale dogodek, ki se ga veselimo tudi mi, no, podpiramo to, naj bo čim več tega. Čim več tega, no, ne nazadnje ste tudi vi prirejali z vašo skupino oziroma z radijem take dogodke nedolgo nazaj. Ja, naš zadnji dogodek je bil v bistvu dogodek, ki smo ga naredili skupaj z ansamblom Petra Finka in z ansamblom Pogum. To je bil glasbeni Abraham, če se štejemo 30 let ansambla Petra Finka in 20 let ansambla Pogum, potem pridemo do Abrahama. No in sami so rekli, da tega ne bi organizirali, da je to za njih prevelik zalogaj, zato smo pač zbrali skupaj moči in smo zmogli in smo naredili, napolnili dvorano v Novem mestu in smo imeli tudi eno tako krasno, tudi parado humorja, predvsem pa odlične muzike. Nismo imeli ostalih glasbenih gostov, kar se mi je zdelo nekaj najlepšega, ker če pa ansambel Petra Finka in ansambel Pogum v teh letih ni naštepal toliko uspešnic, da bi prišli ljudje poslušati, ne? Ja, še premalo časa je bilo, da bi vse zaigrali. Krasno. Zdaj rekli si, da se združujete skupaj z torej radijom Veseljakom za takšne dogodke. Je to zdaj praksa? So lahko tudi ostali priklopijo ali kako? Mislim, jaz sem že kar tukaj zraven, ne? Ja, pravzaprav gre za neke tematske koncerte, ki jih, ja, smo se odločili, da pač vzdržujemo to narodno zabavno sceno. Vemo, da je zalogaj, finančni zalogaj, pa tudi zalogaj tako iz psihičnega stališča pripravljati ene takšne ogromne koncerte v velikih dvoranah, glede na to, da smo mi medijska hiša, velika medijska hiša, ki pravzaprav pač delamo na tem že 26 let, imamo tudi toliko podpore in možnosti, da lahko obvestimo vse ljudi o tem, da to obstaja in jih privabimo, povabimo in napolnimo te dvorane. In s tem tudi vzdržujemo kondicijo, to glasbo, da se ohranja, da se tudi delajo nove skladbe in da ne obupajo izvajalci, ustvarjalci, da vidijo smisel v tem. No, ta naš koncert je bil decembra, torej pred novim letom.
Zdaj pa tudi pripravljamo en koncert in sicer v Domžalah 26. marca. No, takrat imamo pa novo zgodbo pripravljeno, gre za koncert Srečno mlada Slovenija in sicer bomo ob tem obeležili 50 let ustvarjalnega dela Ivana Sivca. Gre za knjigo, ki jo je izdal pred časom, v njej pa so zbrane zgodbe največjih glasbenih uspešnic, za katere je Ivan Sivec napisal besedila. No in nekaj teh smo mi izbrali, jih bomo tam tudi izvedli, jih bodo izvedli ansambli, številni ansambli, ne bom zdaj naštevala, ker jih je res ogromno. Bodo to samo narodne zabavne ali kako? Ja, v glavnem narodno-zabavni, bo zraven tudi Ivan Hudnik, naprimer, pa tudi Oto Pestner, tako da tudi kaj zabavnega. Tako da bomo imeli na odru tudi Ivana Sivca, našega kolega Simona Golobiča, ki je soustvarjal to knjigo. In ja, bomo tudi na odru predstavili te zgodbe, ki so povezane s temi skladbami, ki jih vsi zelo dobro poznamo. Jaz vidim, da si čist noter, Janja, padla, ne, to tako. Ja, z veseljem to delaš, ne? Ja, z veseljem, ja. Se mi zdi, da ko razlagaš, da si res prava za to. Je tako Se mi zdi, da ti je to vse zlezlo pod kožo in da tudi skoraj ne pridem do besede. Se upravičujem, Polonca. Ne, se mi zdi, da pač že tako nas je malo na tej sceni in se mi zdi, da še kljub temu, kolikor že naredimo na tej sceni, se mi zdi, da še vedno premalo, da bi lahko še več, da se moramo truditi, pač je zelo veliko tistih, ki ne podpirajo te glasbe. Govoriva o narodno-zabavni glasbi, slovenski nasploh. Kaj za to pomeni, ali podpirajo? In tisti, ki pa pač to podpiramo in delamo na tem, pa moramo biti toliko bolj glasni. Seveda, dajmo biti bolj glasni, to mi deli, to danes ne. Ne nazadnje, narodno-zabavna glasba, mi smo poznani, Janja in drugi gledalci, po Avsenikih, po Štirih kovačih, mislim, to je tisto, s čimer smo začeli pisati to zgodbo narodno-zabavne glasbe in ne nazadnje tudi zdaj, mladina, ja, nekateri se zgledujejo po Avsenikih, po teh velikih naših ozornikih, ja, to je to. Jaz mislim, da smo prerasli, mi imamo celo ansambel v Sloveniji, ki ima najdaljši staž neprekinjenega delovanja, govorimo o Štirih kovačih, seveda. To nima niti Guns N' Roses, niti svetovno znane zvezde. Jaz ne vem, zakaj bi se sramovali tega. Imamo res ogromno izjemnih glasbenikov in tudi izjemno veliko zgodb, ki so na svetovni ravni res izjemne, tudi tujcem, ki jim povemo te zgodbe, imajo odprta usta, tudi Američani, če jim prav razložimo, seveda. Ampak Janja Ulaga, ti si bolj sicer kaj, zabavnjakinja, po duši narodnjakinja, dej to pa nismo mi dve tako razvozlali, kaj si zdaj ti? A se moramo opredeliti, se mora dati v predal? Ja, v predal, danes te popredalčkamo. Ja, jaz bom pač povedala tako, kot je. Pri nas doma, jaz sem zrasla v eni taki družini, kjer se je vedno igralo in pelo. Pri nas harmonika je vedno igrala. Sem iz take družine, zelo velike, razširjene družine, kjer nas je takoj čez 100, ko pridemo skupaj. No, takrat, ko sem bila pa jaz malo manjša, pa še vse sestrične in bratranci niso imeli otrok, tako da nas je bilo mečken manj. Ampak vseeno toliko, da smo vedno napolnili vsako hišo, našo domačo, tako 20-30 nas je bilo vedno in vsakih 14 dni smo mi obvezno imeli kakšno fešto. In pri nas nismo nikoli klicali kakšnih muzikantov nam doma ali pa na zabave, ker smo imeli vedno svoje muzikante. Harmonikar je kolikor si hotel, kjer mu si dal harmoniko v roke, je on igral. Kakšnega klarinetista, kitarista in tako in pač vedno, ja, domača muzika se je prepevala pri nas doma in pa tudi poslušala. Narodno-zabavna, prav narodno-zabavna. Tako da zdaj si se popredalčkala? Zdaj sem se popredalčkala, to so moje korenine, to je to. Ja, z leti je pa prišlo do tega, da pač ja, poslušamo vse sortene stvari, saj pač imamo radijske postaje, televizijske, kakorkoli, pa tudi prišlo je do tega, da sem ne vem po kakšnem naključju, čeprav nič se ne zgodi slučajno. Ja, seveda, da ne. Prišla do tega, da sem začela prepevati, dosti bolj prepevati in sem padla v neko takšno skupino kolegov, ljudi, ki so prepevali in igrali predvsem zabavno muziko.
pa tudi nasploh na moj vokal bolj sede zabavna glasba, pač moj razpon in moja barva glasu bolj sede v to zvrst glasbe. Ne rečem pa, da ne niti v narodno zabavno, ampak sem bolj altistka. Vemo, da imajo narodno zabavni ansambli večinoma bolj sopranistke, više vokale. Če gledamo te vzornike naše. Zdaj, če se že moramo opredeliti, moj vokal mogoče pride do tam, do Miheličevih, tako. Tam se lahko pogovarjamo, pa do ansambla Petra Finka in te frekvence. Tako da, popredalčkali smo te note damo, zdaj sem tam, zdaj si tam narodno zabavna glasba. Ampak, preden si pogledamo nekaj, kaj pa ti pa narodna noša? Jaz te pa nikoli nisem videla v narodni noši sicer. Greš da na oder, ko povezujete, oziroma ko imate takšne oddaje, oziroma te festivale oziroma koncerte? Ja, seveda. Seveda sem že bila v narodni noši večkrat tudi na odru, kot voditeljica, kot pevka, redko, jaz mislim, da samo enkrat v eni oddaji, ko smo pač prepevali skupaj z ansamblom Franca Miheliča. Sicer pa, ne oblečem pogosto, bi si želela večkrat, ampak zdaj z leti se je tudi že teh momentov že kar nabralo, tako da vsakič, ko pa oblečem narodno nošo, se pa tako dobro počutim. Ne vem, si drug človek, spoštovanje do te glasbe zraste iz 10 na 110. Do te tradicije naše kulture. A se damo zdaj Janja pogledati, kako se ona to oblači, to narodno nošo, pa dajmo pogledati, kako to izgleda. Prav poseben izziv, da se odeneš v narodno nošo. In koliko časa imam? Ker tle si mi kar veliko prinesel enih stvari, ne? Ok, bomo dali na 10 minut, ker nisi vešča tega, recimo. Aha, nisem vešča, hvala. V moji kamri, v stari skrinji, oj tam je noša narodna. Kako je lepa, čeprav že stara, bržunasta in žametna. Rdeče vezena, oj gumbe mavse in srebra. Nama je ratal, poglej, koliko si pa ti lepa. Krasna si. A redo? Ja, lej, tule še dava ven, ovratnik. Čist druga oseba. Ja, v bistvu to pa je res dogodivščina, da se oblečeš, a to se vam kdaj tako na špilu mudi? Tudi se nam mudi. Zdaj imam tle unterco, ali kako že s tem, ne? Neki. Ta spodnje krilo, ko smo komi skupaj dobila, mislim, se je kar namatral, je rekel, da to naša vse sama naredi, jaz ne vem, kaj si ti zdaj izmišljuješ, ampak se si ti rekel, naj se oblečem. Predpasnik lepo, to gre še lepo tle, zadnji je ena mašna, ki naj bi šla pred predpasnikom, sklepanc tle. Sklepanc je zelo lep, no in Irena pač res ima lepo narodno nošo, moram reči. Vem. Tako v modri barvi, tudi tale ruta, tako da krasno. Po mojem mi sam še manjka, broško imam tudi zelo lepo. On mi manjka, kaj je robca, ne? Robec. Za neporočene je tisto. No, so sem neporočena. Pa bomo pa še ti zrihtali. Bom se jaz zdaj vseknil, pa ti ga opesim gor. Pokrovitelj jutra. To je bila noša, z Nejcem sta vidva en tak ta pravi tandem na radio Veseljak, na radiju, ki se ga zdaj tudi gleda in je hkrati tudi televizija. Pravzaprav smo postali prvi radio, ki se ga lahko tudi gleda v preteklem letu, tako velik projekt. Hkrati pa zanimivo, ko pride do takšnih stvari, ki govorimo tudi v radijski eter, pa tisti, ki prižgejo televizijo, vseeno lahko te stvari vidijo, ki so res zanimive. Marsikdo si še ni nikoli v življenju nadel narodne noše, niti bil zraven, ko si jo je kdo drug oblačil. In je res en tak poseben protokol, moraš imeti nekaj časa in tudi moraš znati se obleči, ker če bi nekdo nekomu kar prinesel narodno nošo in mu ne bi razložil, kako si jo naj obleče, si jo bi prišel nak nazaj, ker si jo ne bi oblekel. Ja, je eno pravilo, kje začeti. Tudi jaz, ker sem se gor, to nošla gor pa dol, so bili taki trenutki, ko je bilo potrebno res v
parih minutah, ne, to da gor, ampak le, človek potem dobi kilometrino, se zverzira, točno veš, cap in tudi si nošo tako zložiš, a veš, po nekem predpisu, tako pa gre gor, tako gre dol. Tako gre dol, ja, da si čim prej, ne, oblečen. Unterce najprej, potem pa naprej. Sicer je bila pa to narodna noša od Nejčeve žene, Irene, ki je tudi prepevala dolga leta v ansamblu, ima zelo lep glas in seveda ostala je pa narodna noša, ki jo tudi, če ima priložnost, ali posodi, ali pa tudi sama nadane nase. Ja, nič se pa ne zgodi slučajno, Janja, ne? Vse ima neki namen, tudi ta noša, da si jo sprobala, je imela nek namen, tudi to, da si danes v naši družbi, je nek namen. Še nekaj moram vprašati, si jutranji tip, nedelja je danes, kofe že imava? Ja, to je tvoj mož skuhal, ja, Robi, hvala. Izjemnega moža ima, Polonca, ja. Ne smemo okrog govoriti, ne? Da bo sam tvoj ostal. Sam moj. Ne, v redu je, super. In on je specialist v kuhanju te kave. Jaz sem doma dama, sam pritisnem na gumb, a veš, je dobra, ne? Večkrat mi jo je že skuhal, moram reči. Ja, zdaj pa ne, nič se ne zgodi slučajno, zdaj boš zapeljala. Te lahko popravim. Nič ne zgodi se slučajno. Nič? Vse sem napisala, Ker sicer se ne bi rimalo. Ja. Iz preprostega razloga. Kako je prav? Nič ne zgodi se slučajno. Tako da nič ne zgodi se slučajno. Mislim, da bo to naša Laura zelo uspela popraviti, ker sem napisala, ne zgodi se, ne vem, kaj sem napisala. Se bova vadli, le. Še zgodi. Ja, se to jaz vem, da včasih mi kakšen škrat tlele pride vmes, no, ker smo pa ravno pri scenarijih, a si jih ti ful delaš, preden seveda zdaj popravimo to. Si ful delaš scenarije, ali to za televizijo, za Veseljak, za radio, ali ti to se klapa tle noter. Kilometrina je že. Mislim, to, kar sem malo prej omenila, da je Veseljak postal prvi radio, ki se ga da tudi gledati, je za sabo potegnilo točno to, kar praviš ti. Zelo veliko priprav imamo, zdaj dodatnih, pač prej kot radio si pripravil vsebino, seveda si moral vedeti, kaj boš govoril, o čem si pripravil. Pa feeling za čas oprosti, ker si vedno, ena ura se vidiš, seveda, vedno sekunde, 3 sekunde so zelo pomembne, recimo v radijskem etru, ko kdo misli, kako 3 sekunde hitro mine. Včasih so kratke, včasih so pa tudi zelo dolge, odvisno zakaj gre, na kakšen način. No, v tem primeru, ko pa radio postaneš televizija, ko te hkrati tudi gledajo, moraš pa razmišljati še o tem, kako boš podal neko vsebino, da bo radijsko v redu in da bo hkrati tudi televizijsko v redu, ne pozabiš niti na poslušalca, niti na gledalca, hkrati pa na vso vsebino, ki jo pripraviš, moraš pripraviti še posnetke, ki se vrtijo zadaj, fotografije, ki se hkrati prikazujejo. Bolj kot ne sami? Ne samam, imamo ekipo, ekipa je velika, hkrati je pa to, da se je ekipa povečala iz enega ali pa iz 2 ljudi na 10, recimo, v jutranjem programu primer dam, a ne? To pomeni kar precej usklajevanja, tudi veliko hude krvi kdaj, tudi veliko veselja kdaj, vse si delimo. In tudi toliko vnaprej, toliko prej je treba pripraviti stvari. Včasih za cel teden naprej delamo, za 3 dni, za 2 dni, za en teden, za 14 dni. Prej je bilo marsikaj tudi v 10 minutah pred tem narejeno, zdaj pa to ne pride več upoštevanje. In tako je, gremo out of the box, ne. Tudi kar se Janezek nekaj nauči, pa ima neko rutino, včasih pa pride kaj vmes. Tako da, ko mi radijci želimo, da radio še vedno ohranimo neko tisto radijsko, kako se temu reče, mašinerijo, se pravi, ko se nekaj res zgodi, mi želimo takoj to predati našim poslušalcem, gledalcem, vsi skočijo v luft, da to pa ne gre, da smo pa tudi televizija, kako bomo zdaj to mi naredili, ampak pač mi ustrajamo, mogoče s kakšno minuto, 2 zamikov, kot bi sicer, ali pa pol ure, no, mogoče, ampak se vseeno tudi potem pogodimo o tem, da pa vendarle, je aktualnost tista, ki pa radio pač dela prvega. Zdaj se bova pogodili, da boš napovedala naslednjo pesem, oziroma prvo pesem, ki jo boš dan zapela, dej sama napovej, je sicer že nekaj let stara, Janja, ampak še vedno zažge in je aktualna. Verjetno govorimo o skladbi Nič ne zgodi se slučajno. Zato sem tebi prodala, ker zopet ne bi prav povedala. Nič ne zgodi se slučajno je moja avtorska pesem, prva v bistvu, za katero sem spisala besedilo in melodijo, je del moje življenjske zgodbe, nekaj, o čemer sem veliko razmišljala in sem prepričana, da je dejstvo.
tudi vi, če se poglobite v to, boste lahko razumeli, da je temu res tako. Ko imamo težavo, se nam zdi ogromna, nepremagljiva, ampak s časom ugotovimo, da tudi te težke stvari morajo v življenju priti zato, da znamo ceniti to, kar v življenju imamo in da se s časom pokaže, da to, kar se je zgodilo, je bilo na mestu, se je moralo zato, da so se odvijele potem tudi neke druge stvari. Je pa ta skladba stara, zdaj mislim, da 3-4 leta, 3 leta. Med korono smo snemali videospot na krasni jasi v Kranjski Gori, no, ampak zdaj tega ne bomo videli verjetno. A se vam zdi, da bi jaz tak uvod v to pesem lahko naredila? Ne morem. To lahko samo tisti, ki je pesem dopisal, spisal glasbo in besedilo. Janja, prepuščam ti seveda tale prostor z velikim veseljem. Zdaj le prisluhnimo torej tej skladbici z nami, torej Janja Ulaga. Smejem se, jočem vse na en mah, delam kar nočem, z duše brišem si prah. Zakaj se sprašujem, kaj res več ne znam? Delam kar nočem, v mislih pišem seznam. Gledam oblake, odgovor lovim, štejem korake, resnici bežim. Le kdaj se bo zjasnilo nebo? Nič ne zgodi se slučajno, vse se zgodi, ker je prav. Vse je tako enostavno, nam pa je vse to babav. Nič ne zgodi se slučajno, vse se zgodi, ker je prav. Vse je tako enostavno, nam pa je vse to babav. Vse majhne zmote in gore skrbi, vse se sešteva, ima svoj pomen, smisel dobiva človek pošten. Vsak dan si boljši, če slišiš v svet, bogat si, ko vodiš svoj mali planet. Zdaj vem, nebo zjasnilo se bo, nič ne zgodi se slučajno. Vse se zgodi, ker je prav. Vse je tako enostavno, nam pa je vse to babav. Nič ne zgodi se slučajno, vse se zgodi, ker je prav. Vse je tako enostavno, nam pa je vse to babav. Sonce posije v oči, sonce posije.
popolno razmerje okusa in sladkostretnosti, da dobimo magičen izdelek. Lepo pozdravljeni ljubitelji čokolade. Prepričana sem, da lahko postanemo zelo dobri prijatelji, ker vsi vemo, da sladki prigrizki osrečujejo človeška srca. Z različnimi postopki naredimo gladko, svetlečo in dišečo čokolado. S posebno natančnostjo jo segrejemo in raztopimo, nato pa jo vlijemo v različne modele in posujemo s lastnimi koščki oreščkov in ostalimi dodatki za različne okuse. Na koncu dobimo svetlečo čokolado z lepim lomom, ko jo daš v usta, pa se lepo raztopi. Postopek, kjer kot rezultat dobimo sladki čokoladni izdelek, ki je osvojil moja in vaša srca. Sem Hana Kotar in predstavljam vam čokoladne izdelke znamke Mama Pavla. Nič se ne zgodi, se zopet ne bom prav povedala, še vedno v naši družbi Janja vlaga. Janja, kdo ima danes rojstni dan? Potem pa nekoga imamo že počasi na telefonski zvezi. Kdo ima danes rojstni dan, si rekla? Ja, ravno ker smo se pogovarjali o tem, da ima Barbara Turinkova danes rojstni dan. To je pevka, pa tudi basistka v ansamblu Banovšek. Vse najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše, draga Barbara, vse najboljše zate. Vse najboljše. Veš, koliko to ja, Barbara, vse najboljše, midve sva blizu, ne? Celje pa Slovenske Konjice, mislim, da niso tako daleč. Niso daleč. Barbara, lepo daš kaj na hladno. Ja, tako, a to je bil povod, ja, blond, veš. Ja, le, se bom pomagala. Zdaj pa imava na zvezi nekoga, v bistvu to je nekako isto kot ti, radijski voditelj, speaker, priznani, znani, Jani Repnik, zelo dobro ga poznaš. Ja, avtobusen šofer. Tudi to. Vse smo povezane z Na naši liniji sicer ne vozi, Ja. ampak ga pa pogosto ulovimo, ko vozi in nas posluša, tako da se dosti družimo. Tudi Super. po tej plati. Jani, si z nami zdajle. Dober dan želim.
Dober dan, Jani. Takole še malce, da se bomo slišali tukaj, ker Janja je glasna v našem studiu. Jani, seveda sva rekla, da bova naredila reklamco za parado, hoče vedno reči humorja, parado domačih 2024. Najbolj, da kar ti povabiš vse naše gledalke in gledalce na ta veliki dogodek, ki bo kaj kmalu. Ja, najprej lepo zdrav vama v studiu in zdaj vsem gledalkam in gledalcem televizije Celje. Res je, točno danes teden, čez en teden se bo na Koroškem odvil en velik, lahko rečem velik dogodek, praznik narodno-zabavne glasbe s samimi koroškimi izvajalci, samimi koroškimi ansambli, 12 ansamblov in orkester glasbene šole Rošer, to se pravi okrog 120 nastopajočih na odru. Danes teden 5. marca ob 18. uri na Prevaljah. Bravo, bravo. Kje se dobijo, Jani, vstopnice? Vstopnice se dobijo na vseh Petrolih, na vseh bencinskih servisih Petrolih in na eventim.si, tako da če koga zamika, bomo zelo veseli, da se vidimo. Ja, prej sem omenila tudi to, da vsi tisti, ki pa so kupili vstopnice v tistem času korona, ko je potem odpadel ta dogodek, lahko to vstopnico torej izkoristijo. Ta dogodek bi se mogel zgoditi leta 2020, vendar je zaradi situacije smo ga mogli odpovedati. Zdaj pa z istim konceptom, z istimi nastopajočimi, kot bi mogli že takrat nastopati, ta koncert prirejamo. Zdaj 12 ansamblov koroških, če lahko na hitro naštejem, ansambel Abuhi, ansambel Hopla, ansambel Juhej, Koroški kvintet, ansambel Poskok, ansambel Rosa, Srčni muzikanti, ansambel Škorpioni, trio Rudija Breznika, ansambel Dihar, ansambel Zeme in 4 kovači. Kaj pa orkester? In orkester glasbene šole Rošer, 60 harmonikark in harmonikarjev. Krasno. Jani, ti stopaš seveda na ta oder, ne? Ti boš eden izmed sovoditeljev, glavni voditelj, kako je s tem? Ja, ta koncert je že, lahko rečem, tradicionalni 14-tič zapovrstjo in vsako leto tudi sem v vlogi voditelja skupaj z Janjo Širnik, ki vodiva vsako leto ta koncert in tudi letos bo tako. Tudi letos bo tako, se veselimo, vstopnice gredo kot po maslu, zato čim prej, ne, Jani, si zagotoviti te karte, da ne bo kakšne hude ure, ne, ker marsikdaj se je že zgodilo, da je športna dvorana v Prevaljah bila premajhna in da so enostavno ljudje res, nažalost, ne, potem se mogli obrniti, tako da pravočasno si zagotoviti vstopnice. Res je, dvorana sicer sprejme kar veliko obiskovalcev, tako da upamo, da se to nam letos ne zgodi, da bi koga pustili pred vrati, vseeno pa je prav, da si zagotovimo vstopnice, pa da se dovidimo v nedeljo 5. marca ob 18. na Prevaljah. Tako, z mano seveda Janja, ki se že smeji. Mislim, da bo žala na dobro popotnico, ne? Ja, Jani, lepo pozdravljeni. Janja, tudi tebi. Srečno na poti tej krasni paradi, podpiramo tudi veseljaki to in seveda se vam pridružimo v nedeljo, pridemo v Prevalje. Čez pol Slovenije se bomo pripeljali samo, da vas vidimo in slišimo. Sicer pa Jani bo tudi v vlogi muzikanta na odru, tako da jaz upam, da boš zmogel vse to odpeljati. Ja, vsako leto je tako, pa verjamem, da tudi letos peljem v vlogi organizatorja, voditelja in tudi nastopajočega. Krasno. Tako, kaj boš še dodala si? Ker si... Ja ne, pač mi dve igrale namesto njega ne bova, lahko pa kaj odvodiva, kakšnih 5 minut, ker že ravno ne more ustaviti, ne? 5 minut nama daj, no. Glede na to, da pojeta, lahko tudi kaj zapojeta. Z veseljem sva že, pa mislim, da glasovno zelo dobro tudi paše pa skupaj, a ne, Janja? Zelo odlično. Ja, morda pa kdaj? Nikoli ne reci nikoli. Jani, lepo se meji, hvala. Srečno, Jani. Najlepša hvala in se vidimo. Ja, tako se vidimo na koncertu. Janja, zdaj je čas za malce glasbe in sicer, ja, tle si izbrala Ribenški pušelc. In pesem Sramežljivi Ribenčan. Zakaj? Zakaj? Ja, dobro vprašanje. Ja, v bistvu, jaz sem danes prišla z namenom, da predstavim eno hudomušno skladbo, ki smo jo naredili
decembra, konec decembra, v sklopu ali kot posledico tega koncerta, ki sem ga omenila že prej, glasbenega Abrahama, ansambel Petra Finka oziroma Peter Fink je napisal melodijo za eno luškano polkico. No in z mano prepeva tudi moj kolega, ki z mano tudi vodi, kadar sem v etru, to je Nejc Drobnič. A je v redu? V redu. Si zadovoljen? Ja, včasih je malo težek, ampak daj, no, v redu. Ja, Ribenčan, trd, dila. Dila. Ne, drugače pa je fantastičen človek, seveda kot Ribenčan, navihan, hudomušen in je treba se tudi razjeziti, koliko je treba. Drugače pa on muzikant, kitarist, včasih še nedolgo nazaj je bil kitarist tudi v ansamblu Roka Žlindre, še pred tem je bil pa član ribenškega Pušeljca. No in tam so posneli tudi eno hudomušno skladbo Sramežljivi Ribenčan, ki sicer ne opisuje ravno njega, ali pa mogoče njega v zelo mlajših letih. In je tako, tudi on je zelo ponosen na to skladbo, na to polko in mislim, upravičeno ponosen, ker je res luškana. Tako da bi želela, da tudi slišimo, da zavrtimo, tudi videospot je res simpatičen, tako da uživajte. Tako. Predragi ljudje, poslušajte, kaj Ribenčan vam govori. Se mož zarešjeta in rajte, bojim pa se ženskih oči. Če mene že katera pogleda, mi v prsih srce zagori. Drugače regljam kot namazan, takrat pa mi jezik molči. Sem punca korajžna vesela, se fantov prav nič ne bojim. Sem z domarja mladega spoznala, še malo pa v past ga dobim. Oj, Ribenčan, ti sramežljivi, si luškan, si pravi za me. Oj, Ribenčan, ti bojazljivi, boš kmalu dobil, kar ti gre. Ko ribenško srce ljubezni zaigra, ga ne odvrne rajta, ne kuhavnica. Zaljubljen Ribenčan, korajžen je postal, ko svojo drago pred oltarje odpeljal. Pogleda, mi v prsih srce zagori. Drugače regljam kot namazan, takrat pa mi jezik molči. Oj, Ribenčan, ti sramežljivi, si luškan, si pravi za me. Oj, Ribenčan, ti bojazljivi, boš kmalu dobil, kar ti gre. Ko ribenško srce ljubezni zaigra, ga ne odvrne rajta, ne kuhavnica. Zaljubljen Ribenčan, korajžen je postal, ko svojo drago pred oltarje odpeljal. Zaljubljen Ribenčan, korajžen je postal, ko svojo drago pred oltarje odpeljal. Ko svojo drago pred oltarje odpeljal. Super si izbrala to, krasen. Ja, tale Ribenčan se je zdaj poročil, tako da to je to. To je to. No, zdaj pa gremo midve na to novost, ki jo boš danes predstavila vsem našim gledalkam, gledalcem. Nova pesem. Ja, najprej moram reči, da pošiljam lepe pozdrave od kolega Nejca, tega, ki smo ga gledali in poslušali tudi zdaj v tem videospotu, kot tega navihanga in sramežljivega Ribenčana. Ja, to je moj kolega radijski in televizijski zdaj Nejc Drobnič.
ki je tudi muzikant in ki zdaj pač res ne more biti tle, zato ker imajo intenzivne vaje z gasilskim društvom, je tudi gasilc, ja, in imajo pobrateno društvo tle nekje v Prekmurju in vikend preživljajo tam, tako da ne vem, v kakšnem stanju so kaj v tem trenutku. Jih pa lepo pozdravljam. In tudi on vas. Mu je hudo, da ne more biti zraven, ampak res ni mogel vstati zjutraj. Bovajo, stik so mu poslali. Sicer gre pa za eno skladbo Moške muhe, ki so nastale tako zelo spontano. Sama ušesa so meze to. Res je, da nič ne zgodi se slučajno, tako da se je že moralo zgoditi, ampak prišlo je pa do tega, da smo pripravljali koncert Glasbeni Abraham, to, kar sem omenila že prej. Konec decembra smo delali en krasen koncert z ansamblom Petra Finka in z ansamblom Pogum, no in ker smo se zelo veliko družili, enkrat mi je rekel Peter Finko, rekel ti, se pa vidva z Nejcem oba dva pojeta, pa zdaj skupaj delata tam na radiju, na televiziji. Zakaj pa vidva nič skupaj ne posnameta, pa tako? Pa dobro, sem rekla, mogoče zato, ker nama ni na misel prišli, pa ker nobenega ne poznava, da bi nama kaj naredil. Že zagramo. In je rekel tako, ja pa jaz vama pa naredim, melodijo vama naredim, kaj pa bi imela, pa pač meni je takoj prišlo na misel, da če pa že, bi pa imela kaj navihanga, kakšen dvogovor moške-ženski, normalno, in kratko nekaj navihan in tudi tako mi je prišlo na misel, v kakšnem stilu in sem mu tudi kar takoj povedala, kot da bi že razmišljala o tem, pa res nisem. No in tako me pokliče čez en teden, pa prav, ti, jaz imam eno melodijo, a ti jo pošljem, pa boste probali nekoga najdeti, ko bo besedilo on pač naredil na to, No, in nam je bila simpatična ta melodija, res, smo pa potem iskali, kdo bi zdaj besedilo napisal, pa se nam je javil naš kolega radijski, v vlogi Poštarleja Lojza, sicer ga naši veseljaki poznajo, je pa tudi tako zelo, mislim, mu grejo, stihi mu grejo, in ko mu je Nejc povedal, kaj bi pa on, na kako temo bi pa on je bil pa željo, on je pa že imel vizijo, kaj bi on želel v svetu sporočiti. In je pa to nastalo. Nejc je pa želel sporočiti pravzaprav v tej skladbi to, da si dajmo naliti čistega vina okrog tega, da se ženske ves čas pritožujejo nad tem, da njihovi možje, fantje, ves čas gledajo za drugimi kiklami, ali hlačami, ali sosedami, ali kakorkoli že vi želite temu reči. In da pač to ni nič hudega, da on je veliko razmišljal o tem, je rekel, in da je ugotovil, da je verjetno na svetu to tako, da to tako more biti, da je to naravno in da ko bo prišel trenutek, ko se ne bo obračal več za drugimi kiklami. Stop! Cut! Dajmo si to izjavo pogledati. Kaj o tem misli Nejc in kaj Janja Olaga? Z nami sta pa tudi Janja Olagan in Nejc Drobnič. Dober dan! Najbolj pričakovano glasbeno sodelovanje po duo Platin. Sam to, jaz sem nekako nauk tega komada na koncu mi je bil, da imaš ti vsega dost. Jaz pa moja žena Irena, ona zmer pravi, ja pa uno gledaš, In sem rekel, če jaz enkrat bom nehal druge ženske gledati, bom tudi tebe nehal gledati, in potem nobena več ne bo pašla. In tudi ti ne. In to je ena taka modrija, ki sem si jo jaz zmislil, za izgovor, da lahko pogledam še kakšno drugo žensko. No, zdaj ga pa imamo. Jaz kar razumem to, če sem čisto iskren malo. En izziv za Janjo. V 10 sekundah naštej vse moške muhe, ki jih poznaš. Pozabljanje, laganje, ne slišijo dobro, vsi imajo to muho, da pa vidijo preveč, takrat, ko ni treba, pa premalo, takrat, ko ni treba, ne vejo, kako se pržge pralni stroj, med tem, ko se spoznajo na vse možne mašinerije. Ampak Nejc, ne bi bilo fair, če besede ne predamo tudi tebi. Pa previdno, kaj boš odgovoril. Tako da v 10 sekundah naštej vse ženske muhe, ki jih poznaš. Zanimivo je, da na 2 metra vidi las na tvojemu plašču, ampak na pol metra ne vidi garažnih vrat, ker gre z avtom v rikverc, potem ne zna zamenjati gume od avta, nikoli ne veš, kaj misel, če reče ja, to ni nujno, da to pomeni, če reče ne, to ni nujno, da to pomeni. Sem jih naštel. Da se vidi, da je bilo veliko razmišljanja za tem komadom. To je bilo projektno delo, ja. Ja, ni to danes na jutr, Odnehtaj moški lep. Razsmejala, si še kakšno muho pozabila našteti? Ja, veliko sem pozabila našteti, sem pa videla, da se je Nejc zelo dobro pripravil. In če ne bi bile kamere prežgane, bi verjetno še kakšna muha preletela okrog njegovih ušes. Ja, jaz vidim, da ste se tukaj okrog te pesmi ful zabavali. Smešno, kje ste snimali spot?
Spot smo snemali pa pri enem našem prijatelju, verjetno ga tudi ti poznaš, in sicer je to član ansambla Mesečniki oziroma njihov vodja, harmonikar. Poznaš? Poznaš ga tudi ti? Ja, poznam, jaz seveda ga poznam. Kako mu je pa že ime? Ja, Marol, to gospod. No, pri njem smo večkrat tako se ustavimo, tam je vsako sredo, Janez Marol, vsako sredo je pri njemu doma, mislim pri njemu doma v gostilni, ki je postala tudi že kar naša dnevna soba, se tako spontano dobijo muzikanti, slučajno pridejo na eno kavico in potem ostanejo do večera, tako vsako sredo je tako, brez da se zmenijo. Že leta in leta, no, in tako smo tudi mi prišli večkrat do njega, enkrat smo bili tam, pa itak se nam je mudilo, če smo čisto pošteni. Smo rekli, Janeza, bi bil ti za to, da mi pri tebi posnamemo videospot, saj nimamo časa, niti en kamer zdaj iti, zima je bila, ravno razmere zunaj niso bile fantastične za snemanje videospota, megla je bila, mrzlo je bilo, snega do kolen. In smo rekli, kaj se bomo zdaj s tem matrali, ker tako ali tako nimamo časa, da bomo pri tebi posneli. No, in smo se zelo smo se zabavali pri snemanju tega videospota, pa smo še ostali kakšno urco. Super. In našteli vse muhe naše in od moških. Moram tudi to povedati, da ponovadi pravijo, da ko ženske čvekamo, pa imamo te ženske klepete, da pol je dež. A bi ti vedela, koliko moški čvekajo, pa koliko obirajo, pa kaj vse, mislim, to ni pogovor o gumah, pa o ketnah, pa o avtomobilih, to je vse kaj drugega. Ne bom komentirala, ženske smo pripravnice za moške. Ja, pripravnice. Sploh ni, to je brez veze, da odpremo to temo. To je mogoče tematika za novo pesem. Koliko enih debat imajo tam noter, res. Janja, počas bomo zaključili torej najino druženje, v nadaljevanju bomo imeli seveda, draga moja družba, nagradno igro in sicer podelili bomo kar nekaj nagrad, številka 090 93 61 22. Z nami še vedno posoda Emo, pa Brglezove, ne, krofe danes ne bomo podelili, ampak Brglezove bone, z nami tudi plastika skaza, bokaše organko bomo podelili, pa še kaj bomo naredili. Seveda v nadaljevanju vi samo pripravite številke, oziroma številko 090 93 61 22. Janja? Ja, bom šla zdaj ven, da bom lahko poklicala, pa sodelovala. Ja, tako, malo društvo delam mojemu gospodu zunaj, pa še kakšno rečta, ampak ja, zdaj bomo napovedali tale glasbeni spot, krasen, jaz sem si ga pogledala, Moške muhe, kamera je tvoja, pa seveda najprej hvala lepa za obisk, pa tekle menila, ne? Tekle Minil Polonca, hvala lepa za povabilo, drugače pa ja, pred nami videospot, skladba za Moške muhe. Vzemite si to malo za obzir, pa razmislite o tem, če je kaj na tem, mi verjamemo, da je, ker smo o tem veliko razmišljali. Sicer pa v videospotu vidite poleg mojega kolega Nejca Drobniča v vlogi Ribančana, tudi Petra Finka in ansambel Pogum, ki so pri tem projektu sodelovali, tudi odigrali in seveda smo jih pokazali tudi v videospotu. Na začetku sem pa se potrudila, da bi naredila štrudelj. Preverite, ali je štrudel potem tudi res nastal. Lepo se imejte, čim manj težav s kakšnimi muhami, če pa že, pa jaz upam, da jih obvladate. Enodnevnica. Bog daj, dober dan. Jaz sem nekaj zmatran, ljudje božji. Pa kaj bo štrudel? Ti jim dala štrudel usjet se tamle. Madonna, pa kaj pa je zdaj? Dragi možek moj, nekaj si zapomni, rožati cvete, če zaliva se. Opa, ženkica, jezik ti nagaja, pa sem prosil te, daj ubrizni se. Videla sem te, kam si včeraj gledal, bil odprtih ust, zlomil si čeljust. Smešno je, kar mi spet očitaš, zdaj tudi tole vem, zehati ne smem. Od nekdaj moški lepe ženske gleda rad, naj bo oženjen, ledi, kreven ali bogat. Ko pa mu druge frajle niso več všeč, potem tudi svoje ne pogleda več. Daj ne laži mi, ti lisjak presneti, vidiš dekolte, pamet odpove. To normalno je, to je moška
hiba, takšen je prav vsak, naj me vzame vrak. To pa ne drži, glej si ga soseda, priden in pošten, lep pa urejen. O, lisička, ti s kom me zdaj primerjaš, njemu ne diši takšna kot si ti. Od nekdaj moški lepe ženske gleda rad, naj bo oženjen, ledi, kreven ali bogat. Ko pa mu druge frajle niso več všeč, potem tudi svoje ne pogleda več. Mi ti lisjak presneti, vidiš dekolte, pamet odpove. To normalno je, to je moška hiba, takšen je prav vsak, naj me vzame vrak. Od nekdaj moški lepe ženske gleda rad, naj bo oženjen, ledi, kreven ali bogat. Ko pa mu druge frajle niso več všeč, potem tudi svoje ne pogleda več. Ko pa mu druge frajle niso več všeč, potem tudi svoje ne pogleda več. Potem tudi svoje ne pogleda več. Evo, jezna je bila danes, jezna. Sem dejal, da boš trudil. Štrudel je Jani uspel, super. Janja, za koga nisi danes not prinesla? Pa morda v kakšni drugi priložnosti, da probamo tale štrudla, ne? Ja, jaz moram še nekaj povedati, ko vsako nedeljo pa pozabim. In sicer ponovitev naših vseh oddaj v Nedeljo pod lipo je, tisti, kateri tako spremljate, ne, te ponovitve že dobro veste, ob ponedeljkih ob 10. uri, v torek zvečer, ko že počasi se odpravljate spat, pa pogledate še našo oddajo ponovitev, ob 9. zvečer in pa vse naše oddaje so na YouTubeu. Samo napišete TV Celje in lahko takole pogledate naprej, nazaj, od pol ure naprej, nazaj, kakorkoli, ne. Tako, zdaj pa seveda telefonske linije, številka 090 93 61 22. Imamo dva darilna bona Brglez, prejšnji teden smo krofe delili, mislim, noro klico, pa še prej, ko je bil Tomaž tukaj v naši družbi, torej 5 platojev krofov smo podelili in noro, res super, seveda pa lahko ta bon izkoristite tudi za te krofe, ali pa za kakšne tortice, ali pa takole, ne, da greste na kavico in sicer v Zagorje, Vransko, Šempeter, to so seveda poslovalnice, danes podelimo tudi 2 organka in pa 2 emo posodi, zraven pa dodamo še CD. Tako, številka 090 93 61 22, jaz kar odprem tale pokrov in tukaj noter bomo dajali lističe. Če imamo koga na zvezi, ga z veseljem sprejmemo, torej 6 krasnih nagrad, 2 darilna bona 25 €, 2 bokaši organka, s katerim boste lahko takoj ločili organske odpadke, pa delali z njim in pa seveda 2 emo posodi. Zraven emo posod pa dodajamo še zgoščenki. Halo, kdo je z nami? Dobar dan. Kdo je z nami? Jože Luče. Jože, hitro številko. 031 ja. 521 742. 521 742. Srečno. Ja, lepo se imejte, Jože, in adijo. Gremo naprej. Halo. Kdo je z nami? Se slišimo? Še ne. Številka nič. Ja, dober dan. Helena. Kdo? Helena. Helena, odkot? Celje. Celje, številka? 041 Ja. 972 162. Super, zdaj se pa slišimo krasno, Helena, lepo nedeljo želim, lepo se imejte. Hvala. Srečno. Ja. In gremo naprej, 6 nagrad, torej podarjamo. Halo, kdo je z nami? Dobar dan, tukaj pa Nejc iz Šešč. Nejc, Šešče, hitro številko? 070 Ja. 146 146 Ja. 200. Super, zapisano, Nejc, krasno nedeljo, lepo se imej. Srečno in telefoni gorijo, gremo naprej. 6 nagrad, halo. Dobar dan, Viktorija Kdo je iz z nami? Kaple. Kdo? Viktorija iz Kaple. Viktorija, Kapla, hitro številko?
040 Ja, 747 ja. 707. Super, same neke sedmice. Lepo se imejte, Viktorija, srečno. Hvala, lepo nedeljo, nasvidenje. Lepo nedeljo tudi vam. Gremo naprej. Halo, halo. Dober dan. Kdo je z nami? Dragica iz Luč. Dragica, hitro številko. 041 820 467. Sem zapisala, lepo nedeljo. In gremo naprej, telefončki zvonijo, dober dan. Halo. Halo, kdo je z nami? Dober dan, Karolina. Karolina, odkot? Iz Štor. Štore, hitro številko. 041 Ja. 867 216. Sem zapisala, lepo nedeljo, srečno v Štore. Hvala, enako, srečno. Ja, gremo naprej, dober dan. Halo, kdo je z nami? Tone, Tone, odkot? 031 Ja. iz Slovenske Konjice. Ja, hitro številko. 031 642 545. 545. Sem zapisala, lepo nedeljo. In gremo naprej. Halo, halo. Halo. Kdo je z nami? Albina iz Celja. Albina, hitro številko. 031 Ja. 806 Ja. 172. 172. Albina, krasno nedeljo tudi vam. Lepo se imejte. Gremo naprej. Številka nič 90 in 90 61 22. 6 nagrad imamo. Halo, halo. Imamo koga na zvezi, če ne? Ja, številka je izpisana. Torej 2 darila bona v vrednosti 25 evrov, Brglezova 2 bokaša organka in pa 2 emo posodi. Zraven pa dodajamo še zgoščenko. Zraven te emo posode. Imamo koga na zvezi? Če ne? V nadaljevanju si zavrtimo en glasbeni spot, pa dejmo, oženite. Sam v mraku se sprehajam, mislih pa sem le s teboj. Moje misli govorijo, da ostala boš z menoj. Tvoja roka išče mojo, lesk v tvojih je očeh. In mi dva sva skupaj srečna, dobrih teh poletnih dneh. Najbile breze govorijo, kar sva skupaj sanjala. O lepoti tej poletni, kteri se igrala sva. Tvoje ustne govorijo mi o srečnih, srečnih dneh. Meni pa na lica izvabljaš, še goreš iskriv nasmeh. Svojo glavo naslonila si na moje prsi mi in sanjavo govorila same lepe mi stvari. Jaz sem nižno te poljubljal, božal tvoje sem dlani in v očeh ti je sijala za lepota tistih dni. Najbile breze govorijo, kar sva skupaj sanjala. O lepoti tej poletni, kteri se igrala sva. Tvoje ustne govorijo mi o srečnih, srečnih dneh. Meni pa na licu
lica izvabljaš, že goreš iskriv nasmeh. Meni pa na lica izvabljaš, že goreš iskriv nasmeh. Takole še vedno številka 090 93 61 22. 6 nagrad danes podarjamo in sicer 2 darilna bona, Brglezova seveda, v vrednosti 25 €, 2 bokaša organka in pa 2 emo posodi. Tukaj z nami je vsa pikasta. Jaz ne moram verjeti, da se v bistvu tale posoda, ne, Mirko, čist sklada z tem našim prtom. Ja, lepa pika pri piki. No, vsi tisti, ki boste danes v tej naši emo posodi, jo lahko, ne, z malo sreče dobite. 2 bomo danes podelili. No, v mesecu juniju pa vse tole, cel tale set emo posod. Številka torej 090 93 61 22. Hvala tistim, ki ste klicali. Jaz sem lističe tukaj pripravljene. Seveda dobim znak, vedno za telefon, če kdo kliče. Številka 090 93 61 22. In v nadaljevanju seveda damo lističe noter. Nekdo je na zvezi. Halo, halo. Ja, dober dan. Marija iz Nazarja tule. Marija iz? Nazarja. Nazarja. Hitra številka. 031. Ja. 781 724. Super, krasno nedeljo. Ja, lep dan, adijo. Ja, tudi vam srečno in gremo naprej. Halo, halo. Ja, dober dan, Marija z Vitanja. Marija, pišem Vitanje, številka? 041 973 921. Sem zapisala, lepo nedeljo, srečno. Hvala, srečno. In gremo naprej. Halo, halo. Halo, kdo je z nami? Halo. Ja, kdo je z nami? Dragica iz Vitanja. Dragica Vitanje, hitra številko? 070 ja. 450 052. Sem zapisala, lepo nedeljo, Dragica. Hvala, adijo. Hvala in telefon. Ja, dober dan, kdo je z nami? Halo? Številka 090 93 61 22. Ja, zvonijo. Halo, halo. Kdo je z nami? Dobar dan. Ja, se slišimo. Če ne gremo pa naprej, številka 090 93 61 22. Halo, halo. Če ne, seveda si vmes pogledamo še krasne slike dvorca Bukovje. Jaz vas zdaj res prijazna. Telefončki zvonijo, vmes pa bomo potem dali. Halo, halo. Dobar dan. Tu je Marjan iz Užbata. Moja številka je 041 253 898. 898. Ja. Povejte, kako vam je ime? Marjan. Marjan, zapisano. Lepo zdrav, Marjan, srečno. In gremo naprej, telefon zvoni. Halo, dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Jožica Dobrna. Jožica Dobrna, številka? Tako, 031 452 235. 235, zapisano, 452 235. Ja, lepo nedeljo vam želim. Tudi vam, lepo se imejte, dober dan. Halo? Halo? Kdo je z nami? Vida. Vida, odkot? Iz Laškega. Številko? 051 ja. 305 443. Tu sem zapisala tudi to. Vida, lepo nedeljo, srečno. Srečno. Ja, in gremo naprej, dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Berta iz Velenja. Velenje, kako? Berta iz Velenja. Berta, hitro številko Berta. 041 784 882. Zapisano, lepo nedeljo, Berta, srečno. Telefončki so pregoreli. Halo, dober dan. Dober dan. Halo, kdo je z nami? Katja iz Velenja. Katja, hitro številko. 031 244 765. 765. Katja zapisana, lepa nedelja. Tako, me veseli, mislim, da Katja prvič z nami. Dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Helena iz Oplotnice. Helena, Oplotnica, hitro številko. 040 ja. 483 941. Krasno. Helena, lepo zasneženo nedeljo. Hvala, enako. Srečno. In gremo naprej, še nekaj lističev imam. Dober dan. Dober dan. Kdo je z nami?
Viktorija z Mislinje. Viktorija, hitro povejte številko. 051. Ja. 731. Ja. 819. Super, Viktorija, tudi vam lepo nedeljo. Enako vam želim. Super, in gremo naprej, dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Ana iz Velenja. Ana, hitro številko. 041. Ja. 806. Ja. 656. Super, zapisano. Ana, lepo nedeljo. Ja, lepo nedeljo, hvala, nasvidenje. Super. Zdaj še en telefonski klic sprejmemo, dober dan. Halo, nimamo? No, takole, gremo pa zdaj res naprej z Dravitom. Tako, in sicer romantična poroka v dvorcu Bukovje, trenutki, ki jih seveda zagotovo ne boste pozabili. Dvorec z izjemno preteklostjo in bogato kulturno-zgodovinsko dediščino se nahaja v prelepem naravnem okolju, miru, svežine, tišine grajskega parka ter bližnjih gozdov in reke. Notranjost krasi prestižna poročna dvorana, torej ta dvorec se nahaja v Dravogradu, torej poročna dvorana z salonoma, ki je več kot primeren prostor za protokolarne dogodke, kot je poroka. Edinstven ambient dvorca Bukovje tako nudi možnost poroke na prostem, v dvornem parku ali pa poroke v bogato opremljenih prostorih dvorca. Zavedajo se pomembnosti pravljičnega poročnega dne in prav tako skušajo svojim strankam z veliko mero fleksibilnosti in prilagodljivosti ugoditi prav vsake njihovi želji. Poročite se torej pri njih v dvorcu Bukovje in vaša poroka bo postala delček zgodovine dvorca Bukovje. Poročni paket seveda lahko zajema naslednje: protokolarni sprejem poročnega para, svatov, osnovno ozvočenje, darilo poročnemu paru, seveda pa vse po dogovoru, in sicer pišete na javni zavod Dravit, Dravograd, in se seveda o podrobnostih poroke dogovorite. Naj povem, da nedolgo nazaj smo imeli čudovit Valentinov koncert, prekrasna dvorana, no tole, kar zdaj gledate, je zunaj. Poletni čas, pomlad, poletje, tudi jesen je v dvorcu Bukovje oziroma v tem parku res krasna, čudovita. Postreže vam z čudovitimi drevesi, ki so tudi znamenitost tega dvorca. In kaj ne rečem, poročiti se tukaj je izjemen dogodek, izjemen prostor. Tudi tukaj sva s Klavdijo, lahko rečem, pričeli najino poročno pravljico, no ne najino poročno pravljico, ampak kar se tiče poročnega petja na poročnem obredu, bilo je prelepo. Seveda za vse to v ozadju skrbi ekipa pravih ljudi, Katja, Franja, Darko in pa seveda gospod Žarek, ki so nekako pravi ljudje na pravem mestu in prisluhnejo vašim željam. Torej, dvorec Bukovje za vse tiste bodoče mladoporočence, ki še niste ali v tej fazi iskati prostor ali pa ne veste, kje se poročiti, dajte seveda pisati na Dravit in se pozanimati, kako in kaj, ker poroka tam je res lahko pravlična in čudovita. Takole, zdaj si privoščimo kratke oglase, potem pa še zadnji finiš, do konca in do tistega trenutka, ko si rečemo skoraj da dober tek. Ja, oglasi. Pomembno je popolno razmerje okusa in sladkostetnosti, da dobimo magičen izdelek. Lepo pozdravljeni ljubitelji čokolade. Prepričana sem, da lahko postanemo zelo dobri prijatelji, ker vsi vemo, da sladki prigrizki osrečujejo človeška srca.
Z različnimi postopki naredimo gladko, svetlečo in dišečo čokolado. S posebno natančnostjo jo segrejemo in raztopimo, nato pa jo vlijemo v različne modele in posujemo s lastnimi koščki oreščkov in ostalimi dodatki za različne okuse. Na koncu dobimo svetlečo čokolado z lepim lomom, ko jo daš v usta, pa se lepo raztopi. Postopek, kjer kot rezultat dobimo sladki čokoladni izdelek, ki je osvojil moja in vaša srca. Sem Hana Kotar in predstavljam vam čokoladne izdelke znamke Mama Pavla. Še malo, še dobre 10 minut smo skupaj, lejte, še odpiram telefonsko linijo, nekaj, 1, 2, 3, 4 telefonske klice na hitro, a ne? Danes podarimo 6 nagrad. Bone, Brglezove, 2 darilna bona, potem emo posodo podelimo, ki vas bo čakala tukaj, in pa 2 bokaše organka, ki jo pošljemo k vam domov, številka nič 90 93 61 22, 1, 2, 3, samo 4 telefonske klice danes še sprejmem. Jaz upam, a se imate fajn? Mirko, žal tako malo s kamero. Ja, imamo se super, fajn. Danes v odlični družbi Janja Vlaga, ne? Naj pa povem še to, da je pred nami, torej 8. marec, ne pozabiti se spomniti na spletne ženske. Ja, ženske imamo kar naprej nekaj, pa se fajn lepo paše. Nekoga imamo na zvezi. Halo, halo. Halo, halo. Dober, kdo je z nami? Dober dan, Slavko. Slavka iz? Laškega. Laško, hitro številko. 070. Ja. 256. Ja. 077. 077, zapisano, lepo nedeljo, še 3 telefonske klice vzamem in to je to za danes. In se vidimo potem seveda naslednjo nedeljo, zanimivi glasbeni gostje bodo z nami. Danes bi mogli biti tudi Prleki tle, ampak so zboleli, tako da so se opravičili. Ja, moram povedati, ne, da dajte obiskati tudi vrtni center Jehart. Barbara pripravlja res zanimivosti za 8. marec, torej za dan žena, materinski dan, tudi za moške, kakorkoli, tudi ženske lahko presenetimo, a ne, možje, moške s kakšno zadevico, pa zraven damo še čokoladico, tako da vrtni center Jehart pripravlja Barbara novitete, drugače pa specialistka, ne, za urejanje vašega dogodka, še posebej pa poroke, slavje, skratka ni da ni.
In pa moram še povedati še mama Pavla, tudi v naši reklamci je bila, z odličnimi čokoladicami lahko polepšate svojo drago, ne svojo drago, pa kva kvasim. Polepšate dan svoje drage in pa dragemu z pravo, dobro, odlično čokolado mama Pavle. Obiščete jih v Kulandi, tudi tukaj v Celju imajo seveda svojo ponudbo, zato malce pobrskati po spletnih straneh, kje se nahaja mama Pavla, krasen okus čokolade. Vsakokrat, ko Hana prinese noter stvari, kar hitro zmanjkajo. Se pogostim jaz, se pogostijo moji gostje in tudi seveda ostali tukaj kamermani. Še nekoga imam na zvezi, dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Jože iz Rimskih Toplic. Neke toplice sem slišala, katere? Rimske Toplice. O, super, Rimske Toplice. Jože, hitro številko. 041. Ja. 265. 265. 442. Krasno. Jože, zapisano, greste v tole emo posodo. Lepo se imejte. Srečno. Adijo. Adijo. Še 2 klica. 1, 2, ča, ča, ča. In bomo zakuhali tole juho. Jaz dam tole kuhati, evo. Naj se kuhajo in potem izvlečemo torej 6 nagrad. A je krasna posoda? Je, ne? Jaz imam eno posodo iz te kolekcije Pikasto, ker sem si jo tudi malo prisvojila, drugače pa emo posoda, krasna slovenska. Gre za indukcijo, gre za keramično, gre laka, ni da ni, na štedilnik, na vse možne stvari, gre pa za slovenski torej proizvod, tako da emo priznana posoda, podelimo torej ob koncu leta. Še 2 telefonska klica sprejmemo. Ja, če nimamo koga, bom pa kaj? Kaj pa nadelam zdaj, Mirko, če nimam klicev? Malo govorima, ne? Ja, še kaj povem. Ne, sej zdaj počasi bomo rekli srečno in nasvidenje do prihodne nedelje. Vsi tisti, ki obožujete zimo, ne, dajte se danes malo poveseliti. Ja, zimske radosti so zopet na pohodu. Jaz čisto nič ne bom se priključila temu in že ko mi čakam, da bom šla domov na domačo jugico. Imamo klic. Super, halo, halo. Ja, dober dan, kdo je v naši družbi? Dober dan, Vlado, Celje. Vlado, hitro številko. 041. Ja. 652. 037. Super, Vlado, tudi jaz vam krasno nedeljo želim. Adijo. Lepo se imejte, srečno. In zadnji telefonski klic, a bo padel danes? Taram, tatam, taram, tatam. Zadnji telefonski klic, dober dan. Halo. Halo. Kdo je danes zadnji v naši oddaji, oziroma ta klic bomo opravili zadnji? Kdo je? Ana. Ana, odkot? Z Ljubečne. Ljubečna. Hitro številko, Ana. 031. Ja. 768. 334. 334. Ana, a kuhate kosilo? Tudi. Pripravljate, po mojem klasika. Ja. Ja, jaz vam želim dober tek, če boste kaj kmalu torej odšli za mizo, pa eno krasno, mirno nedeljo. Ja, hvala lepa, vam tudi enako. Srečno, nasvidenje, lepo. Ana je bila danes zadnja, jaz bom kar zdajle izžrebala in spustili bomo zadnji spot za danes. Mislim, to moram malo premešati, ja, super. Gremo kar in sicer takole, bom še malo dvignala. Prva nagrada 25 evrov, druga nagrada 25 evrov gre in sicer Ana iz Ljubečne. Takole bomo pokazali, se vidi ali pa ne, torej bon 25 evrov, potem drugi bon dobi Jože iz Luč 25 evrov, prehitra sama, ne Mirko? Ja. Potem imamo tukaj le 2 bokaši organka. Bokaši organko 1 in pa tukaj le drugi, dobi Marija iz Vitanj, bokaši. Bokaši dobi še Helena iz Celja, iskrene čestitke. Zdaj imamo pa še 2 emo posodi z CD-jem in sicer 1 in takole 2. Tako in Dragica Luče, emo posoda. In pa
Katja iz Velenja, Emo posoda. Iskrene čestitke, dragi moji. Jaz vas bom poklicala za Emo posodo, ker zdaj po oddaji, ker jih seveda pustim tukaj na TV Celje, vse ostalo pa torej pošljemo, uredimo, kaj naj rečem. Fajn je bilo danes. Janja, ja, ti si že odšla, a ne? Ja, fajn govorca si bila. Še kdaj pridi, ne pozabiti, se hecam se, Janja seveda že odšla, ne pozabiti na parado domačih, 5. ob 6. zvečer, dvorana Prevalje. Drugače pa lepo se imejte, radi se smejte, objemajte se, srečno nasvidenje, zadnja glasba. Čau!